Lepo pozdravljeni, dragi udeleženci današnjega webinarja, v katerem bomo govorili o rabi konoplje in sicer tako z osebnega kot tudi iz pravnega vidika. Moje ime je Andreja Šalamun, sem urednica revije Viva, Medicina in ljudje, ki jo izdajamo v okrilju časnika Finance. Ampak jaz ne bom danes veliko govorila. Besedo bom večinoma prepustila zelo dobremu poznavalcu tega področja, in sicer gospodu Janku Pircu, ki je direktor in lastnik podjetja Konoplja osvobaja. Gospod Pirc se s to tematiko ukvarja že več kot 10 let, tako da mislim, da bo imel nam veliko zanimivega povedati. Bi pa preden začnemo oziroma preden predam besedo gospodu Pircu, radi videli, kako kaj vi poznate konopljo, njene izdelke in ali se poslužujete njihove uporabe. Prosila bi vas za odgovor na eno kratko anketno vprašanje, ki se vam bo pokazalo kmalu na zaslonu. Hkrati pa bi vas opozorila, da je ta anketa anonimna, tako da lahko čisto mirne duše poveste iskreno vse. Mojo tehnično službo bi zdaj prosila, da se ta anketa prikaže. Andreja, mečkaj imam težav s tem, lahko mogoče kar začnemo s predavanjem, pa bom Ja, tako, potem bomo malo vrstni red obrnili, noben problem. Gospod Pirc, jaz bi vam predala besedo, prosim, da najprej poveste udeležencem par stvari o sebi. Kaj vas je popeljalo na to pot, kako ste začeli in kaj ste se v vseh teh letih naučili? Izvolite. Lep dober dan vsem skupaj. Kot je že gospa Andreja povedala, sem Janko Pirc, lastnik in direktor podjetja Konoplja osvobaja. Nahajamo se v Brežicah. Tu se je tudi vsa zgodba začela. Leta 2011-2012 zgodba sloni na družinski neki osnovi, kjer sem poskušal pomagati svojemu sinu in svoji bivši partnerki z vzgojo konoplje. Žal, vezano na slovensko folkloro, so me prijavili, prišli so policisti po želji, začela se je kalvarija. Bil sem obsojen, na koncu pa z oprostilno sodbo Vrhovnega sodišča tudi oproščen. Zdaj samo podatek, to je rimska 2K53346/2012 do 9.3. To oprostilno sodbo lahko tudi uporabljate vsi, ki bi jo potrebovali slučajno v primerih, če bi prišlo do tega. Ampak bom naprej razložil, da mislim, da tega ne boste potrebovali. Zdaj, kot prvo bi šel jaz da razložim, kakšna je konoplja. Konoplja Cannabis sativa L obstaja samo ena. Imamo 3 podvrste, sativo, ruderalis in indico. Ne obstaja nobena industrijska, ne obstaja medicinska, ne obstaja indijska, ne obstaja nič. Konoplja je samo ena. Med sabo se konoplje razlikujejo po uporabi, se pravi po namenu uporabe. Imate vi za industrijske namene, imate vi za rekreativne namene, za medicinske namene. Po konvenciji o mamilih iz leta 61, ratificirane 64. leta, je ta rastlina izključena iz te konvencije, se pravi, da se je med opijate nikakor ali pa med mamila se jo ne vključuje, se pravi izključena. In je za industrijsko rabo ter za hortikulturo povsem dovoljeno. To bom razložil še naprej. Konoplja ni bila nikoli, razen v Ameriki, prepovedana. Vsa agonija okoli konoplje se je začela z lesno industrijo, z papirnato industrijo, s tekstilno industrijo, z kemično industrijo, tle odzadaj so naftni lobiji, tle odzadaj farmacija. V Ameriki je potem bila leta 1940, 1937 je bila totalno prepovedana, 1940-41 se je spet dovolil zaradi vojne in je bila takoj po vojni spet prepovedana.
v republiki oziroma v Jugoslaviji, v bivši Jugoslaviji, konoplja nikoli ni bila prepovedana. Konoplja je bila samo nekako ustavljena, nehalo se je predelovati. Tako da, tukaj je še en izredno pomemben podatek, konoplje se ne da patentirati. To je ena varianta, se pravi rastlino kot tako, da pa se patentirati oziroma patentirali so variacije, ker imamo konoplja nekako z latinskim imenom Cannabis sativa L, se, kot sem rekel, razdeli na 3 podvrste in na različne variacije. Se pravi, vsaka podvrsta ima potem različne variacije. In te variacije so potem, nekateri pravijo vrste konoplje, ampak to so variacije in te variacije se potem uporabljajo za različne namene, v industriji, v rekreativne namene ali pa v medicini. V Ameriki so nekako ustvarili patente, imamo pa tudi v Sloveniji ogromno slovenskih variacij, katere se pa žal ne smejo uporabljati. Se pravi, vsi, ki bi želeli uporabljati ali za industrijske namene ali za hortikulturne namene, se žal te variacije ne smejo uporabljati. Zakaj? Zaradi pritiskov od zunaj. Prej sem že nekako omenil, da je v Jugoslaviji in tudi sedaj v Sloveniji kot naslednici, kot pravi naslednici Jugoslavije, konoplja povsem legalna. Po konvenciji o mamilih, to je po 2. odstavku 28. člena, imamo vsi pravico oziroma vsi možnost, da konopljo gojimo za lastne potrebe, se pravi hortikulturno, do 1000 kvadratov oziroma 999 kvadratov. Kar je več kot 1000 kvadratov, moramo nekako pridobiti dovoljenje Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, ter moramo imeti seme iz sortne liste, evropske sortne liste, katere se lahko uporablja. Zdaj, verjetno bo marsikoga zanimalo, ja, koliko sadik pa je to, koliko imamo lahko, koliko ljudje potrebujejo. Nekateri potrebujejo preventivno, nekateri potrebujejo kurativno, nekako do tiste meje, ko ne pride do zlorabe, je zadeva dovoljena. Kdaj se dogaja zloraba? Zloraba se dogaja takrat isto kot pri alkoholu. Zdaj bom malo šel, bom rekel, po domače. Če boste vi spil... Mogoče gospod Pirc, samo še to, da poveva, ker sva prej pozabila, da boste na voljo tudi za odgovore na vsa vprašanja, ki bodo ljudi zanimala v tej temi. Ja, vsekakor, tako da lahko si zapišete, lahko pošljete tudi na sam... Lahko pošljete v ta okvirček spodaj Q&A, tako da bom jaz to spremljala in gospodu potem predala ga opozorila. Zdaj pa izvolite. Tako da, če spijemo kozarček ali 2, je to raba. Če ga bomo pa spili liter, 2, 3, je pa to zloraba. Tako kot pri alkoholu je ista zadeva, pri sladkorju je problem, pri hrani je problem, tudi pri konoplji. Zloraba je vedno bila, je in bo prepovedana in bo tudi škodljiva za nas vse ostale. Tako da takrat, ko ljudje zlorabljajo nekako tisto, kar je od narave, prihaja do negativnih rezultatov, prihaja do odvisnosti. Zdaj, nekateri pravijo, da od konoplje nismo oziroma ne moramo biti odvisni. Ja, jaz se s tem strinjam, vkolikor ne pride do zlorabe, vkolikor ljudje rešujejo neke zadeve, neke zdravstvene zadeve, takrat in da jih imajo za rabo, takrat to ni zloraba. Kadar pa posegajo zaradi izhoda, za nekaj reševanja nekih, ne vem, čustvenih težav in da ne želijo reševati tisto, kar se jim je dobesedno nakopičilo, to pa je zloraba. In takrat prihaja do težav, do problemov. Zdaj, sama uporaba oziroma raba konoplje, iz konoplje se da narediti več tisoč različnih izdelkov. Eni pravijo 10, eni pravijo 5, eni pravijo 6000. Jaz osebno vam povem, da jih niti ne poznam toliko.
vemo, od papirja do tekstila, v avtomobilski industriji se uporablja kot plastika, kot prehransko dopolnilo, kot prehranski dodatek, v gradbeništvu se je uporabljala, se še danes uporablja. Tako da konoplja ima širok spekter uporabe in rabe. Pravijo, da konoplja zdravi. Jaz bom tle rekel, da konoplja ne zdravi, ampak konoplja samo pomaga, da se telo pozdravi. Se pravi, konoplja nekako pomaga telesu, da se pozdravi. Na kakšen način? Mi imamo svoj lasten endokanabinoidni sistem, konoplja ima fitokanabinoidni sistem, mi sami proizvajamo v telesu kanabinoide podobne tistim, nekako podobne tistim, ki jih proizvaja oziroma ki jih ustvarja rastlina. Endokanabinoidi se vežejo na naše receptorje. Vkolikor mi uporabljamo konopljo oziroma uporabljamo fitokanabinoidi nadomeščajo naše lastne kanabinoide in pomagajo našim lastnim kanabinoidom v sami zaščiti celic. Se pravi, vkolikor so receptorji okoli celice zapolnjeni, se pravi, da je celica zaščitena, celica normalno deluje. Kolikor celica normalno deluje, deluje normalno tudi tkivo, organi in telo. Se pravi, da smo mi v nekem ravnovesju. Ko se nam ravnovesje poruši, mi zbolimo. Kdaj se to dogaja? Večinoma se zdaj dogaja to pri raznih stresih. Ko smo mi v stresu, nekako kortizol blokira naš imunski sistem, spusti se adrenalin, ta črpa energijo iz telesa, in ko stres spusti, ko se sprosti tudi kortizol, so naše celice v bistvu odprte, ker niso zaščitene. Z dodajanjem konoplje oziroma kanabinoidov v telo, mi nekako pomagamo premostiti to obdobje stresa in takrat, ko stres popusti, je naše telo še vedno zaščiteno. Tako da uporaba konoplje oziroma konopljnih izdelkov ali pa kanabinoidov kot takih v današnjih časih je priporočljiva. Se pravi, kot preventiva je konoplja danes priporočljiva. Uporablja se lahko tudi kot kurativo. K nam prihaja kar dosti ljudi z raznimi težavami. Ogromno ljudi, ki imajo težave zaradi stresa, posledično dobijo od avtoimunnih bolezni tudi do raka in tukaj dosti ljudem tudi pomagamo. Predvsem jim pomagamo s svetovanjem, kako si lahko sami pomagajo. Prvo se umirijo, kot drugo pa nekako jemljejo oziroma vzamejo proizvode, ki jih ponuja narava, med njimi tudi konopljo. Nam je osnova v naših prostorih svetovanje, izobraževanje, na koncu šele izdelki. Tako da tudi iz narave, ko vi jemljete zadeve, si enostavno lahko pomagate, lajšate neke tegobe. Ampak to še vedno ni rešitev, s tem se ne boste rešili. Treba je odpraviti vzrok. In s konopljo, si lahko pomagate, da nekako ublažite same simptome, posledice teh vzrokov. In to ni v prid tistim, ki proizvajajo medikamente. Zakaj ne? Ker vkolikor bi se konoplja uporabljala širom, bi se zmanjšala uporaba medikamentov. To se je pokazalo v državah, kjer so zadevo že nekako sprostili na trgu. Jaz pravim, da so jo legalizirali, čeprav konoplja je legalna. Kdo še zavira na drugi strani, da bi še mogoče malo se na pravni vidik spravil, kdo na drugi strani zavira? Medicina je mogoče samo en del. Medicina si zdaj pripravlja podlago za to, da enostavno se bo oziroma da bo prevzela
komplet nadzor oziroma da se bo začelo preko njih izvajati proizvodnjo konoplje za širše množice. Na drugi strani so tudi preprodajalci, mi jim pravimo dilerji, ki doma proizvajajo oziroma na črnem doma proizvajajo v raznih hišnih skritih kotičkih in potem na črnem trgu oziroma prodajajo ljudem. Ljudje niti ne vejo, kaj dobijo. In tukaj zadeva sporna. Jaz ne moram reči, da je v Sloveniji znanje okoli proizvodnje oziroma okoli gojenja konoplje slabo. Slovenija je v sami špici, kar se tiče kvalitete proizvodnje oziroma gojenja konoplje. Problem je, ker enostavno, spet z pravnega in finančnega vidika, država od tega nima nič. Zato bi bilo prav, da se okoli tega naredi regulacija oziroma da se tukaj zadeve sprostijo. Zakaj? Zato, ker bodo ljudje vedeli, kaj dobijo, kaj kupijo. Naredil se bo nek red in država bo od tega tudi dobila davek, česar danes ni. Mi načeloma vse, kar prodajamo, oziroma vse izdelke, kar prodajamo preko računa, se pravi, da davek se odvede in država dobi svoj delež. Pravilnik, ki je bil narejen pred dobrim mesecem nazaj, oziroma ki je bil nekako preko uradnega lista tudi objavljen, oziroma ki je stopil v veljavo, dela tukaj, glede na to, da ni usklajen z mednarodnim sprejetim dokumentom, dela veliko škodo. Zakaj? Narejen je, oziroma je osnova za farmacijo. Je osnova za to, da bo farmacija zadevo lahko delala. Pravilnik tudi ni zakon. Pravilnik je samo nekako vodilo, usmerja, kako ne bi se zadeva delala. Tako da v ozadju vsega skupaj, kar se dogaja v smeri prevzema konoplje strani farmacije, kar pa ni prav. Ni prav zaradi porabnikov, ni prav za tistih, ki bi to želeli, oziroma nekako bi bilo dobro za njih, da bi to imeli, ker bo spet imel nekdo od tega velike dobičke, velike koristi. Ljudje ne. Ljudje imajo vso pravico konopljo vzgajati sami, ali je to na vrtu, lahko tudi v zaprtih prostorih, s tem, tako kot sem na začetku povedal, da gre za rabo. Ne zato, da bodo se s tem koristili, da bodo preprodajali oziroma da bodo prodajali ljudem, ne vem, komorkoli. Zdaj, okoli tega, če bi bilo slučajno kakšno vprašanje, prosim, pridite z vprašanje ven, povejte ga. Zakaj? Ker ljudje, ko prihajajo do nas, nekako prihajajo z vprašanjem, ali imam lahko, ali lahko gojim, ali lahko vzgajam, ali lahko pridelujem, ali lahko predelujem. Lahko se vse to dela. Vi lahko pridelujete, predelujete, uporabljate za sebe. Lahko. Ne rabite skrivati. Ne rabite se skrivati pred svetom, ne rabite pred svetom skrivati tisto, kar vi rabite. Zakaj? Konoplja je več kot 28 milijonov let na Zemlji. Se pravi, da je dlje časa na Zemlji, kot smo mi. Je dar narave in je kot taka nekako dostopna vsem. Kot sem prej rekel, kdo jo omejuje farmacijo, omejuje sistem zaradi nekih lastnih apetitov. Kdaj se bo ta zadeva zregulirala, kdaj se bo ta zadeva sprostila pri nas, je odvisno od interesa, kapitalskega interesa države. Ko bo država, ko bo Republika Slovenija nekako uvidela oziroma zaznala, spoznala, dojela interes, takrat se bo sprostila. Ali ljudje to potrebujejo? Ja, potrebujejo zelo. Nam je uspelo
nekako, da je šlo 8 izdelkov, katere imamo mi v trgovini oziroma katere mi ponujemo, je uspelo, da so šli na recept. Na kakšen način? Ljudje pri nas kupijo izdelke, doktor je zavezan oziroma zdravnik je zavezan na podlagi Helsinške deklaracije 37. člena to zadevo zavesti v kartoteko, vkolikor osebi, ki to potrebuje, tudi pomaga. Ta zdravnik je tudi dolžan pomagati, da se na drugi strani uredi, da ta oseba, ki je to kupila, tudi dobi povrnjeno strani zdravstvene zavarovalnice. Vkolikor zdravnik tega ne naredi, je to kaznivo dejanje. Je to kaznivo dejanje po 6 členih KZ-1. Se pravi po 42., 131., 132., 178 oziroma 179., 257, 266 členu KZ-1. Vkolikor boste vi zdravnika opozorili na to, bo zdravnik zapisal v kartoteko in vam nekako pomagal, da boste vi dobili tisto, kar vam pripada. Napiše se bil recept, zraven se napiše obrazložitev in vse skupaj z zahtevkom gre na zdravstveno zavarovalnico. In zdravstvena zavarovalnica izda odločbo in vam račune refundira, običajno refundirajo v 7 do 10 dneh, odvisno od s katerega področja izhajate. Jaz sem izredno vesel, ker nam je to uspelo kot prvo pri otrocih, kasneje tudi pri starejših. Se pa lahko uporablja te izdelke oziroma izdelke iz konoplje tudi za živali. Mi imamo ogromno ljudi, ki pridejo ali sami ali pa živali. Tako da ni rastlina oziroma konoplja uporabljena samo kot za kajenje ali pa samo CBD in THC. Na trgu se pojavlja informacija konopljin CBD, konopljine CBD kapljice, konopljine tudi CBG kapljice, ali pa ljudje govorijo samo o THC-ju. Konoplja ima preko 140 različnih kanabinoidov in ima preko 1200 različnih sestavin oziroma različnih snovi. Konoplja je užitna oziroma se da uporabljati od korenine do cveta. V preteklosti so poznali nekako samo seme in vlakna. Seme je bil stranski produkt, vlakna so se uporabljala za vrvi, za jadra in tako naprej. Pri Krištof Kolumb, če ne bi bilo konoplja, ne bi bil v Ameriki. Tako da od konoplje vi lahko uporabite prav vse. Konoplja se ne uporablja samo en kanabinoid, kot se na tržišču prodaja, ponuja. Konoplja se uporablja celostna. In samo celostna konoplja je tista, ki vam lahko pomaga. Se pravi, s kompletnim spektrom kanabinoidov, terpenov, flavonoidov, vam pomaga, da pridete vi do ravnovesja. Vkolikor pa vi vzamete samo en kanabinoid, je to farmacevtski izdelek, ki ima zvonast efekt. Običajno ga je potrebno dodati od 5 do 10krat več vnosa v telo in na koncu nekako zadeva izzveni. Dosti ljudi prihaja k nam tudi, ali lahko uporabljamo to z medikamenti. Ja, lahko se uporablja tudi z medikamenti, s tem, da kanabinoidi pospešijo delovanje medikamentov. Ljudje sprašujejo, ali lahko konopljo uporabljajo rakasti bolniki, ali lahko uporabljajo konopljo pri kemoterapiji ali pa pri obsevanju. Ja, lahko. Po naših podatkih oziroma po izkušnjah, ljudje, ki so uporabljali konopljo ob kemoterapijah, obsevanjih, niso imeli nekih nezaželenih učinkov po samih terapijah strani medicine. Jaz osebno in pri nas v podjetju smo tudi pristaši holističnega pristopa. Se pravi,
človek ne bi upošteval, jemal iz narave, od zdravnikov, kompletno cel spekter, zato da v telesu ustvari entourage efekt. Mi ne vemo, kaj določen telesu manjka, kaj določeno telo v nekem momentu potrebuje. Če pa mi nudimo širši spekter, bo pa telo samo izbralo, kaj bi v nekem momentu potrebovalo, kaj bi mu koristilo. Tako da s holističnim pristopom, z ustvarjanjem entourage efekta v telesu, lahko telo hitreje spravimo do ravnovesja. In ko je telo v ravnovesju, bo začelo normalno se samo zdraviti, bo začelo normalno funkcionirati. In takrat se bodo pokazali rezultati. Takrat se bomo mi boljše počutili, takrat bomo mi lahko začeli tudi normalno funkcionirati. Tako da, ali je konoplja legalna? Ja, je. Ali obstaja več različnih konoplj? Obstaja več različnih variacij? Ja. Obstaja pa samo ena vrsta. Ali imamo mi lahko doma? Ja, lahko imamo. Ali zdravi? Ne, ne zdravi, ampak pomaga pri zdravljenju. Pomaga pri tem, da se mi boljše počutimo. Tako da, jaz bi imel toliko na kratko. Zdaj, če so kakšna vprašanja, bi mogoče potem jaz na samo vprašanje tudi odgovoril, oziroma če imate vi, gospa Andreja, kakšno vprašanje z vaše strani. Gospod Pirc, hvala za to predavanje. Zdaj pa v tem času smo odpravili tudi že tehnične težave. Kot vidite na vašem ekranu, se vam je že pokazal prvo vprašanje za anketo. Tako da vas lepo prosim, če lahko odgovorite, ali ste uporabljali oziroma uporabljate izdelke na osnovi konoplje za zdravljenje svojih težav. Kliknite na da ali ne. Zelo enostavno, kot sem vam že na začetku povedala, mogoče za tiste, ki so se nam pridružili kasneje, ponovim, anketa je anonimna, tako da nobeden vas ne bo lovil zaradi tega, tako da kar pogumno. Gospod Pirc, vse sorti ste nam že povedali, vmes pa imamo že tudi kar nekaj vprašanj. Tako da jaz bi prosila udeležence tako za to anketo. Zdaj nekako jaz kot ne morem odgovoriti. Aha, ste poskusili? Ja, sem poskusil, ampak host and panelists cannot vote. Pa ne gre, ja. Gospod Janko, vi žal ne morete, se pa že kar lepo število odgovorov nabralo. Ok, štima, fino. No, to je bila naša tehnična podpora, ki se je vključila v to. Mogoče lahko midva v tem času, za tiste, ki so že odgovorili, odgovoriva na kakšno vprašanje, ki so se kar nabrala. In sicer, gospod Matic piše, da ima kronično bolezen multiplo sklerozo in da mu številni sotrpini povedo, da se jim simptomi omilijo, če uporabljajo konopljino smolo, in sicer predvsem jim pomaga to pri lajšanju bolečin in spastičnosti. Razmišlja pa, da je verjetno tudi pri konoplji precej neuporabnih izdelkov. Zanima ga, kateri izdelki so po vašem mnenju verodostojni, in pravi, da je pred leti uporabljal konopljino industrijsko olje, vendar da ni bilo nobenega učinka. Nato je uporabljal CBD pasto, ki jo je dajal pod jezik, tudi pri tem ni bilo kakšnih občutnih koristi. Pravi, da ima še vedno težke noge, da slabo spi in da je mehur prekomerno aktiven. Zanima ga torej, na kaj je treba pri izbiri konopljinih izdelkov paziti in ali je res, da je CBD izdelek koristen le, če vsebuje tako CBD kot THC. To ste nekaj že povedali, ampak dajte še enkrat, prosim. Ok, zdaj kar se tiče multipla, je potrebno vedeti, kje so lezije, ali so v možganih, ali so hrbtenjači, kakšna je mobilnost te osebe. Vsekakor samo peroralno uživanje smole kot take je nezadostno, nepriporočljivo, ker je premalo izkoriščeno. Pri multipli sklerozi je dobro, če se ta topično nanaša na hrbtenjačo, se pravi na hrbtenico, tam, kjer so vretenca, in na vrat. Zdaj sam CBD oziroma konoplja, ki je za industrijske namene,
je, bom rekel, učinkuje, ampak ne zadosti. Konoplja za multiplo sklerozo potrebuje večjo vsebnost THC-ja. Najbolj idealno je v razmerju 1:1, se pravi CBD in THC, to sta dva kanabinoida. In zelo pomembni so tukaj tudi varini. Varini se dosti bolje vežejo na naše receptorje. Sama veriga pri kanabinoidih je rahlo krajša, obnova dosti boljša, tako da varini so tukaj izredno pomembni. Za multiplo so uporabljali Sativex, ki je pa sintetičen, se pravi ni naraven. In zdaj samo uporabo konoplje jaz priporočam ljudem, da si sami posadijo vsaj 3-4 različne variacije, se pravi, da s tem bodo dobili čim širši spekter kanabinoidov, in da si to naredijo kot macerat, ne da si naredijo smolo, ne da kadijo. S kajenjem imate vi 10-15% izkoristka, pri topičnem nosu ali z dodajanjem nekih lipidov, pa se ta procent dvigne in je od 40-50 pa tam do 80% izkoristka. S tem, da tisti, ki nekako prodajo smolo, samo smolo ljudem in jo peroralno zauživajo, imajo maksimalno 20-30% izkoristka, vse ostalo gre pa preko metabolizma iz telesa ven. Zakaj? Zato, ker ni dosti prostih lipidov, kamor bi se te kanabinoidi vezali. Zato sami izdelki, ki se uporabljajo, morajo biti nekako z lipidi, se pravi z maščobo. Sama smola kot taka ni v redu, pa naj se bo to za katerokoli bolezen, nanos v telo oziroma na telo je pa topičen, lahko je peroralen, lahko je rektalen ali vaginalen. Pri multipli bi jaz dal poudarka tudi na mazanje po popku. Tam so v bistvu končiči, ki v bistvu mi smo bili povezani prvih toliko in toliko mesecev preko popkovine. Se pravi, da tam so vsi končiči, v živčni sistem je v bistvu tam noter. In pri nevrodegenerativnih boleznih, to so bolezni, ki imajo živčne, ki so povezani z nekim živčnim sistemom, z nervnim sistemom, je zelo pomembno, da se ljudje tudi mažejo po popku. Upam, da sem vam odgovoril zdaj na kratko na to vprašanje. Hvala lepa. Gospo Janjo zanima, kakšen je vpliv konoplje na zdravila pri avtoimunski bolezni? Ali je pomembno, kdaj se časovno uživa konoplja in ali ima konoplja tudi stranske učinke? Zdaj odvisno, kakšni so te medikamenti. Pri medikamentih je vedno treba biti pozoren na njihovo sestavo. Medikamenti, konoplja pospešuje, tako kot sem že prej omenil, na govoru konoplja pospeši delovanje medikamentov. Tako da je treba biti vedno pozoren, koliko konoplje se zaužije ob samih medikamentih. Recepta ni. Recept si vsak ustvari sam. Tako da tle, če zdravnik predpiše, ne vem, 3, 5 ali pa 10 ali pa 15 nekih tablet, kakorkoli, je tle pri konoplji treba biti vedno previden, ali se bo vzela 1 kapljica, ali se bodo vzele 2 kapljice, ali se bo namazalo, ne vem, 1-krat, 2-krat, 3-krat na dan, ali se bo vzel 1 držaj, 2 držaja, odvisno. Oziroma te svečke, nekateri pravijo svečke. Odvisno od situacije pa od človeka do človeka. Pri avtoimunih boleznih je fino pogledati tudi na hormonsko linijo kot tako. Običajno posledica, avtoimunska bolezen je posledica nekega stresa oziroma nekih vzorcev. Definitivno je povezava s hormonsko linijo. Zdaj, gospa ni povedala, kakšna je ta avtoimuna bolezen, tako da
Ja, lahko se uporablja konoplja z medikamenti, samo je treba biti previden, ne pretiravati, raj manj, jaz pravim manj je več, postopoma začeti jemati, mogoče raj topično nanašati na telo, kot pa peroralno zauživati. Mogoče lahko poveste, kako vemo, da je doza previsoka, na primer? Če si doma pripravljate konopljo z višjo vsebnostjo THC-ja, boste zadeti. Boste bili, kot da bi bili pijani. Poglejte si recimo na medikamentih, kateri so lahko stranski učinki medikamentu in ste pozorni na te stranske učinke. Lahko je vrtoglavica, lahko je slabost, lahko je bruhanje, lahko je diareja. Različno je, odvisno, kaj je kateri so tisti stranski učinki oziroma neželjeni učinki medikamentov. Zdaj, konoplja kot taka je naravna in v bistvu mi sami ustvarjamo, tako kot sem že prej v uvodu povedal, mi sami ustvarjamo endokannabinoide. Tako da tle edino pospeši delovanje medikamentov. Skratka, fajn je, da opazujemo svojo reakcijo, ker vsako telo verjetno drugače odreagira, ne? Definitivno. Hvala lepa. Gospoda Primoža zanima, kako je z uporabo CBD kapljic ali smole? Zdaj, konopljine kapljice z višjo vsebnostjo CBD-ja se uporabljajo čez dan. Kapljice so običajno narejene v neki maščobi, v nekem olju. Samo smolo jaz ne priporočam jemati, zakaj ne? Zaradi tega, ker, kot sem že prej povedal, je izkoristek premajhen. Imate 20 do 30% izkoristka, več ne. Niti tudi, če topično nanašate na telo, nekako ne prodre skozi kožo, ne prodre dosti globoko. Tako da lipidi v vsakem primeru so potrebni. Gospa Tanja ima eno okoljsko vprašanje in sicer pravi, da je prebrala, da mila in kozmetika iz konoplje ne onesnažujejo okolja. Ali to drži? In ali bi lahko sama vzgajala konopljo in izdelovala mila in kozmetiko? Lahko. Ne onesnažuje in da drži, lahko bi si sama delala. Torej, Tanja, kar pogumno v akcijo. Gospod Urško zanima, kje se da vaše podjetje obiskati? Mi se nahajamo v Brežicah, naslov je Trg izgnancev, čeprav mi smo še vedno tukaj. Malo se šalim, naslov je zelo ponesrečen, ampak v Brežicah se nahajamo. Gospod Majo zanima, oziroma vas prosi, če lahko razložite, kako je z vsebnostjo in uporabo učinkov konoplje, saj se veliko omenja THC in CBD. Kot sem že prej omenil, CBD in THC sta samo dva kanabinoida, ki sta antagonista drug drugemu. Upoštevati je treba kompleten spekter, se pravi preko 140 kanabinoidov je. Odvisno, zakaj se potrebuje. Najboljše razmerje je 1:1. Samo konoplja tudi v naravi nekako gravitira, poskuša iti v to razmerje 1:1. Odvisno je pa od samega okolja. Tukaj se tudi ustvarja potem različni fenotipi. Imate vi konopljo z višjo vsebnostjo enega kanabinoida, manjšo vsebnostjo drugega in obratno. Zdaj, odvisno, kje je in kaj potrebuje gospa. Mož gospe Andreje ima že 6 let Parkinsonovo bolezen in jemlje zdravila. Zanima jo, kako in kaj od konopljinih izdelkov bi mu koristilo k boljšemu počutju. Kaj naj bi jemal, da bi izboljšal stanje? Če imajo možnost doma posaditi konopljo, naj si posadijo doma konopljo. Kot sem prej rekel, vsaj 3 različne variacije in naj jo starajo. Vsaj 1 leto, 2 naj jo starajo. Kaj to konkretno pomeni, da ti... Naj dozori, se pravi, takrat se razni kanabinoidi se pretvorijo. Se pravi, konoplja se poseje, posadi, ko dozori se požanje, posuši in potem
nekako pusti leto, dve, da ona samo dozori. Ta konoplja mora biti v suhem prostoru, v temnem prostoru, kjer ni vpliva sonca, in šele potem se naredijo izdelki. Za gospoda bi bile konopne kapljice definitivno, kjer bi ga umirile. Bi pa predlagal gospodu uporabo orehovega olja, ker orehovo olje, oreh, vi sami veste, da ima obliko možganov, se pravi čisti možgane, neke nesnage. Čeprav nekateri pravijo, da pri Parkinsonu ni priporočljiv vnos večjega količina maščob, ampak mogoče orehovo olje pa tukaj zelo priporočljivo. No? In tudi imamo pršila, ljudje so uporabljali pršilo, bili so rezultati v redu. No? Verjetno hladno stiskano, ne? Najboljše. Tako, vse hladno stiskano, niti ne sme biti praženo, tako da čim bolj naravno. No? No, gospoda Primoža tudi zanima, kateri konopljeni izdelki so najprimernejši za Parkinsonove bolnike. To so. Ja, se pravim, tle bi šel jaz rahlo s konopljenimi kapljicami, ki se peroralno zaužijejo, ter konopljeno pršilo, katerega vi, to je pri nas, imamo to v konopljenem olju, orehovem olju, konopljena smola je noter in terpeni, kateri se nanaša na vrat. Vrat je tisti del, kjer imamo mi v bistvu vse organe, od hormonske linije, limfnega sistema, kardiovaskularni sistem, živčni sistem in skelet se v bistvu tam začne tudi na vratu, ne, v zvrtenci. Skratka, cel spekter je. Jep, točno tako. No, gospod Tanjo zanima, kako vas lahko kontaktiramo. Lahko nas kontaktirate preko info@konoplja-osobaje.si, lahko nas kontaktirate preko telefona 030 340 268. Vse te povezave imamo tudi na spletni strani, tudi na Facebooku smo. Najbolj smo pa veseli oziroma priporočamo osebno obisk, kjer si vzamemo za vaš čas. Sedimo tukaj tudi po več ur, zato da najdemo nekako vzroke za nastalo situacijo. Vse, kar je na telesu, je zgolj posledica nekih vzrokov. Prej ste govorili, da je smiselno mazanje po popku, ne? Gospoda Matica zanima, če je smiselno mazati smolo ali kapljat. Smolo definitivno ne. Lahko si pa smolo da recimo ali v orehovo olje, ali v olivno olje, ali pa v kokosovo olje. Ampak to izredno malo se nameša in s tem se namaže po popku. Sama smola pa definitivno ne, ker imel bo masno oziroma imel bo smolo na sebi, zelo malo bo popredrlo v samo telo. Na začetku ste odgovorili na vprašanje gospe Janje, ki je omenjala avtoimuno bolezen pa zdravila, ne, vpliv na zdravila. No, gospa Janja piše, da ima Parkinsonovo bolezen, tako da tega ste se že kar dotaknili danes, mogoče še kakšen nasvet za bolnike s Parkinsonovo boleznijo? Parkinsonova bolezen je definitivno posledica neravnovesja hormonske linije. Za vse te ljudi jaz priporočam, da se kot prvo umirijo, se pravi, jemljejo konopljo, mogoče z višjo vsebnostjo THC-ja, ampak ne preveč, da so znotraj sebe umirjeni. Takrat se bodo tudi sam ta negativni učinek Parkinsona bo manjši oziroma pri nekaterih lahko celo izzveni. Jaz ne bom rekel, da Parkinsona konoplja pozdravi, daleč od tega. Ne želim ni to čarovna palčka, ne želim nekih bombonov talati, deliti, nekih utvar dajati. Konoplja kot taka samo pomaga zato, da se telo lažje postavi, bomo rekli po domače, na noge. Uravnovesje nazaj, ne? Verjetno. Tako, recimo, ja. Zdaj v tem času so alergije zelo pogoste, ne? Vedno bolj. Kako je s konopljo pa z alergijami? Smo lahko alergični na konopljo in kako pomaga nam reševati druge alergije? Ja, na konopljo so alergični predvsem tisti, ki so proti konoplji. Drugače pa, kar se tiče alergij, konoplja
je izredno dobro v povezavi s črno kumino. To smo mi tudi naredili ene kapljice, ker smo imeli probleme pri nekaterih otrocih in lahko rečem, da so te alergije dobesedno izvenele. Ljudje, ki uporabljajo na tak način in tudi prihajajo do nas, mi jim ponudimo te kapljice in nekako grejo čez te, bom rekel, sploh ko je ogromno cvetenja, grejo brez nekih težav skozi. Pa je pri uživanju izdelkov iz konoplje pomembno, kaj v tistem času drugače tako jemo? Prehrana vpliva mogoče, kaj na njihovo delovanje? Glejte, jaz dobesedno odsvetujem uživanje alkohola oziroma žganih pijač s konopljo. Dejansko lahko pride do nekih nezaželenih učinkov, tako da jaz vsakem priporočam, ko uživa konopljo, naj ne uživa alkohola oziroma žganih pijač. Tukaj se pojavlja zloraba, to je tisto, kar smo pregovorili o zlorabi, kombinacija alkohola in žganih pijač, oziroma alkohola, žganih pijač in konoplje. Gospod ali gospa Del sprašuje glede uživanja CBD kapljic, kdaj in kako jih uživamo ter koliko odstotne naj bodo? Kapljice lahko uživamo preko celega dneva. Zdaj, kapljice z višjo vsebnostjo kanabidiola CBD naj se uživajo tam do 5-6 ure. Kasneje vas lahko, nekatere da, druge ne, dvigne, se pravi, da nekako ne morejo zaspati. Nekateri pa prav potem spijo. Procent, če je nižji procent, potem je treba tega več vzeti. Mi nekako ponujemo 10-20% kapljice in se uživajo, kolikor je potrebno, odvisno od telesne teže, odvisno od dneva. Tako da tukaj, da bi rekli, da vsak dan se vzame, ne vem, 5-10 kapljic ali pa ena kapljica, bi se zlagali. Če je dan v redu, ne vzamemo nič. Če so težave oziroma če je dan, da so večji pritiski, da smo pod stresom, vzamemo mogoče malo več. Definitivno pa za otroke z nižjo vsebnost, z manj procenti in za živali tudi z manj procenti ali pa se vzame 10% manj. Če so pa težave večje in za starejše oziroma za, odvisno, če so ljudje z večjo telesno težo, lahko se pa tudi več vzame. Večja količina. So konopljini izdelki primerni tudi za akutne, za reševanje akutnih težav? Na primer, me boli glava, imam kakšen izdelek tak, da mi pomaga pri glavobolu v tistem trenutku. Zdaj, če imate glavobol, je priporočljivo ta prvi spiti kozarec 2 vode, počakati nekaj časa in če ta zadeva ne izzveni oziroma če nas glava še naprej boli, se lahko namažemo po, to so sence, to ne vem, teme, ne vem, kako se temu reče, senca, ali po pozatilju, se pravi tle, kjer imamo atlas. Tu se namažemo, tu ne potrebujemo veliko, kapljico 2 se razmažemo, se umirimo, gremo v temo in to je to. Definitivno pa kozarec 2 vode, ta prvo, predvsem ostali, ker lahko da nam primanjkuje vode v telesu in je to alarm. Super zdravilo je tudi po mojih osebnih izkušnjah, če lahko pridam, radenska z nesegretim medom. Tudi zelo pomaga pri glavobolu. Vsak najde svoje, ne? Definitivno. Tako. Gospod Tatjano zanima, kateri izdelek iz konoplje se priporoča pri anksioznosti? Kako huda je anksioznost, ampak za bolj konoplja z višjo vsebnostjo kanabidiola, CBD. Lahko je tudi, ja, CBD, tako, več CBD-ja. Lahko so, ne vem, lahko so kapljice, lahko so dražeji, lahko je čaj, ampak definitivno visoko vsebnost THC jaz tlele ne bi priporočala. Gospoda Matica zanima, ali je pri vas mogoče kupiti kak izdelek, ki bi se nanašal na popek
in pa kolikšen delež THC-ja je še v mejah normale oziroma kdaj lahko govorimo o presežku? Imamo mi kapljice, imamo pršilo, kar se tega tiče, presežek, kadar je procent večji od 70% THC-ja. Več od 70% definitivno ne. Zato pravimo vsi, ki se nekako profesionalno ukvarjamo s tem, da 1:1 razmerje 1:1 je najboljše, se pravi 50:50. Gospa Poldka pravi, da glede na to, kar ste svetovali, kaj naj torej naredi iz konopljine rastline za uporabo pri multipli sklerozi, če smola ni najboljša? Naj se naredi macerat. Lahko mogoče malo več poveste, kako se to naredi? Ok, rastlino, suho rastlino, damo v kokosovo ali pa v navadno maslo ali pa v kakao maslo, stopimo to maslo, dodajamo noter konopljo in potem vse skupaj mešamo par ur pri nižji temperaturi, se pravi tam 50 do 60 stopinj, pokrito, s tem ohranjamo mi terpene. To je eterično olje. Potem se vse skupaj precedi, se pravi ta konoplja se precedi, se da lahko v neke lončke, v neke posodice, s katerim se potem to namaže po hrbtenjači in po vratu. To je, bom rekel, za multiplo, ampak je tako, kot sem prej rekel na začetku, je važno, kje so lezije, ali so v hrbtenjači, ali so v možganih. Koliko daleč je že šla zadeva. Gospoda Primoža zanima malo več o čaju iz konoplje. Koliko je ta uporaben in ali nam lahko koristi? Čaj iz konoplje je namenjen pomiritvi ter urejanju uroloških poti. Meni osebno je to najbolj pomembno, se pravi za urološke poti. Po naših izkušnjah so ljudje izredno močno odvajali neke toksine, strupe iz telesa, tudi bakterije. Se pravi, v mehurju lahko nastajajo določene bakterije, katere mi s pitjem konopljinega čaja nekako splaknemo. To je ena stvar. Druga stvar pa, takrat, ko mi pijemo konopljin čaj, moramo tudi piti vodo. Zakaj? Ker konoplja je diuretik in nekako pospešeno odvajamo tekočino iz telesa, se pravi, da moramo mi piti in s tem, ko mi pijemo in s tem, ko mi uporabljamo večkrat toaleto, se nam tudi te strupi, toksini, kakorkoli se nam odvaja iz telesa. Gospa Metka ima dve vprašanji, in sicer kakšen način jemanja svetujete pri fibromialgiji in ali tudi tukaj velja za mazanje po popku? Pravi, da je en teden nazaj kupila kapljice. Gospa naj kot prvo spusti kontrolo. Fibromialgija je običajno, oziroma več kot 90% je problem oziroma bolezen pri ženskah, pri moških je izredno redka. Gospa verjetno želi imeti večinoma zadev pod kontrolo in s tem, ko bo ona spustila kontrolo, se bo tudi nekako ustavil proces vnetja oziroma nastajanje vzroka za vnetje po celem telesu. Po popku se lahko maže, gospa bi mogoče pila orehovo olje, lahko tudi konopljino, ampak orehovo olje in kapljice. Lahko bi se mazala, spet odvisno, kako huda je fibromialgija, lahko bi se mazala po hrbtenjači. Zakaj po hrbtenjači? Vedno poudarjam hrbtenjačo, zato ker v bistvu mi imamo tam podaljšek možganov, se pravi nek živčni sistem, kateri se potem razporedi po celem telesu. In fibromialgija je v bistvu vnetno stanje med nekim tkivom in med samim tem živčnim sistemom, med sprejemnikom in oddajnikom. In tukaj pride do vnetnega stanja, ampak tako kot sem rekel, ta prvo ne izpusti kontrolo gospa.
Odvisno, kakšno službo ima. To je lažje svetovati kot narediti sicer, ne? Jaz razumem, gospod. Se strinjam, v Je pa bistvu fajn, da te nekdo opozori na to, da si pozoren, ja, sigurno. vzroke. Jaz pravim, vedno moramo gledati, kje so vzroki. Posledica, zdaj še eno besedo, gospod Andreja, če lahko, kaj je bolezen? Bolezen je samo beseda za stanje telesa in duha. Telesa je običajno 20 do 30%, duha je pa 70 do 80%. Tako da mi nekako vedno rešujemo samo tisto, kar je vidno na telesu. Nikoli se pa ne gremo vprašati od znotraj, kje je pa vzrok tega. Vzrok je lahko v otroštvu. Ni nujno, da je zdaj, pri tolikih letih. Ampak lahko je daleč nazaj, ki se je nabiral, zadeve nismo sprocesirali, nismo uredili, in tle je pol zaključek oziroma tle je posledica. To je posledica, ne? Tako. Ja. Gospod Aleksandru zanima, kakšen je rok uporabe kapljic? Odvisno od hranjenja. Mi običajno priporočamo oziroma svetujemo vsem, ki kupijo, da se izdelki hranijo v hladnem prostoru, v hladilniku. Imate jih pa lahko več let. Ni nujno, da se nekako uporabijo takoj ali pa v tistem roku, ki je zaveden na sami embalaži, ker vsi mi moramo rok uporabe nekako definirati. Zdaj, še eno, če lahko prepomnim, mi smo naredili oziroma je bila narejena magistrska naloga iz same uporabe oziroma koliko časa zdržijo te kanabinoidi v raznih lipidih, v raznih maščobah, in prišli smo do podatka, da v 3 letih se nič ne spremeni. Se pravi, bilo je sobna temperatura in hladilnik in v tem času se sami izdelki niso pokvarili. Torej, dolgo, gospa Aleksandra. Gospa Urško zanima, ali imate podatek, kdo od revmatologov ali gastroenterologov v Sloveniji je pozitivno naklonjen do uporabe konoplje in da je pripravljen napisati tudi zdravniški recept svojim bolnikom? Tega ne bi vedel. Zdaj, karkoli bi rekel, bi se zlagal. Je pa vsak zdravnik dolžen, koliko sem prej omenil, na podlagi 37. člena Helsinške deklaracije, da spremlja svojega pacienta, in vkolikor on ali pa zdravnik ugotovi, da je ena zadeva izredno dobra in pomaga pri lajšanju in tako naprej pri zdravljenju pacientov oziroma stranke, je potrebno, da to zavede v kartoteko in pomaga oziroma omogoči pacientu ali stranki, da do teh snovi, sredstev, produktov, kakorkoli pride. Gospa Mateja sprašuje, kakšni so učinki konoplje pri revmatoidnem artritisu? Dobri. Zopet artritis je povezan z nekimi vzroki, z neko zgodovino. Treba videti, kakšno je bilo delovno mesto, kakšno delovno mesto je še. Nekako je treba zgodovino nazaj pogledati. Drugače pa mi imamo samo s konopljenim kapljicami in s pršilom vrhunske rezultate. Zdaj, ne me narobe razumeti, mi imamo več izdelkov, kot samo pršilo in kapljice, ampak tisto, kar me vi zdaj sprašujete, bi priporočil to. So še zmešanka T, zmešanka H, mala konopljena zmešanka, razni izdelki, ampak ne bi za reklame delal, ker je tema čist druga. Ampak to večinoma in po individualnem posvetu zbirate izdelek, ki je primeren za določeno osebo najbrž. To je najbolj učinkovito verjetno, ne? Definitivno. Zdaj, gledajte, vsak človek je individuum za sebe. Vsak človek ima svojo zgodbo, tako da vsakega človeka je treba individualno obravnavati, se pravi se z njim pogovoriti, tudi ne ustreza oziroma ne odgovarja, ne želi vsak imati vse. Tukaj po posvetu, po pogovoru mi nekako skupaj pridemo do nekega, kaj bi bilo za osebo, za dano osebo ok, oziroma kaj bi ono imalo. Si mogoče lahko z temi izdelki tudi škodimo? Ne, škoditi si ne moramo, vkolikor jih ne zlorabljamo. Se pravi, vi ne boste umrli, ne boste, nehali dihati, kakorkoli, če boste tega enormne količine
zaužili, edino, kar bi lahko imeli pospešeno prebavo, prav neke prebavne motnje, ali bi pa spali, ne vem, dan, dva, drugega ne. Glejte, zdaj v telesu, tam, kjer je center za dihanje in center za srce, za bitje srca, oziroma tam, kjer je center za srce, ni receptorji, na katere bi se lahko kanabinoidi vezali. Tako da mi, ne glede na to, kolikor konoplje zaužijemo, nam srce bo še vedno delalo in dihali bomo. Ni pa priporočljivo, ne? Tako kot ste omenili že. Ja. Lejte, eno je raba, drugo je zloraba spet. No. Tako da jaz se vedno vračam na rabo in zlorabo. Ljudje, dajmo uporabljati, ne pa zlorabljati. No. Jaz sem tudi na kak kozarček, ne vem, piva, vina, ampak sem rekel kozarček, ne pa da se ga bom... No, od Dolenca se to nekako pričakuje, ne? Tako. Glejte, pri Dolencih je tako, mi imamo že itak 0,5 v zraku, tako da tle so. Dobro, če se vrneva k konoplji, ne, povejte, gospa Ado, zanima, kaj svetujete pri kroničnem kašlju in astmi? Pršilo ali kapljice? Kot prvo, ja, jaz bi tle šel na kapljice, ampak kot prvo bi tej gospe svetoval, naj da tisto ven iz sebe, kar jo mori, kar jo teži. Se pravi, to je neka bolečina v prsih, se pravi nekaj, kar je, ne vem, nazaj, no, kar je dol vleče. Ne da ven, ne povej. To je neka duševna stiska. Duševna stiska, pravite. Gospoda Matica še zanima, pri konopljinem čaju mora biti le iz konoplje, se pravi brez dodatkov. Pravi, da je v trgovino gledal in da je bilo kar dosti dodatkov pri teh čajih iz konoplje. Je pa, kot ste dejali, po pitju zelo občutno mirno stanje. Čaj konoplje oziroma konoplja se vedno dela z neko maščobo. Tudi čaj. Ne z olji, da ljudje včasih delajo napake, pa vlijo malo olja noter. Dela se z ghee maslom, navadnim maslom, kokosovim maslom, kakavovim maslom. To je izredno majhnih količinah, zato da se kanabinoidi vežejo na ogljik. Zdaj, kaj ste še vprašala, potem bilo je nadgradnja. Pravi, če je dobro, da mešajo tudi druge rastline, ali je fajn, da je samo konoplja? Lahko, izredno dobro gre skupaj z meto, meliso, lahko tudi z, ne vem, so zelišča, no. Nima zaradi tega kaj slabši učink ali... Ne, daleč od tega, sam je pa tako, kot sem rekel, vedno je potrebno dodati malo maščobe in voda ne sme zavreti. Pri vseh teh čajih, pri vseh zeliščih voda ne sme zavreti. Zakaj ne? Zato, ker takrat se uniči ogromno stvari. Mi lahko voda, da zavre, pa je rahlo hladimo, ampak ne sme to zelišče vreti v tej vodi. Glejte, ruski in angleški čaj se vedno pijeta z mlekom, ne, se pravi z maščobo. Pravi čaj se pije vsi z maščobo. Tudi konoplja kot zelišče se uvršča med, bom rekel, tako imenovane prave čaje. Kako pa je s konopljo in putiko, zanima Tanjo? Si lahko kaj pomagamo z njo? Kakšen je vzrok putike? Putika, vi veste, da je bila to bolezen bogatih, ne? Se pravi, prekomerno uživanje lahko je mesa, vsega dobrega. Jaz bi mogoče priporočil prvo neko čiščenje. Lahko se pa namažemo s konopljinim pršilom ali pa z orehovim oljem po sklepih. Lahko tudi pijemo orehovo olje, ker orehovo olje čisti telo nekih toksinov, dekalcinacijo povzroča, tako da orehovo olje je zelo dobro za to, za putiko. No. Je pa tudi, ne vem, konopljne kapljice, s katerim bi se umirila, pa malo pri prehrani, ne gospa pogledano. Kako pa se uživa to orehovo olje? To je na tešče, večkrat na dan samo ali med obroki, kako bi ga vi svetovali? Kakor komu paše. Običajno je to žlica 2 na dan, lahko enkrat, 2-krat na dan, sama ura nima veze. Glejte,
vsi smo nekako navajeni na neko uro, ampak čas dobesedno ne obstaja, obstaja samo neko sosledje dogodkov. In mi moramo sebe upoštevati, svojo notranjo uro, svoj notranji čas in se temu prilagoditi. Se pravi, če bomo mi nekje, ne vem, da smo imeli sredi dneva eno zadevo in gremo mi nekam na obisk, ja pa me kar duš ne bomo te zadeve s sabo imeli. Bomo, ko bomo prišli domov, ali pa preden bomo šli na obisk, bomo to zadevo vzeli. Prilagodimo svojem ritmu. Tako. Po nekaterim paše okus, bodo spili olje samo, nekaterim ne paše, se lahko z vodo poplakne, lahko se kaj zraven poje, odvisno. Gospod Poldko zanima, kaj svetujete za bolečine v križu pri začetkih hernije oziroma na splošno pri obrabah? Kot prvo bi priporočil obisk pri nekomu, ki se ukvarja z manualno terapijo. Se pravi, da se hrbtenica kot tako malo uravna. Definitivno pri sami herniji ne bi priporočil operacije, ker s tem ne rešimo nič. Je pa tukaj konopljino prašilo tisto, ki definitivno pomaga. Lahko je tudi, ne vem, so malo močnejše kapljice, ampak v vsakem primeru fizioterapevt oziroma nekdo, ki se ukvarja z manualno terapijo, teh oseb imamo v Sloveniji ogromno, ter mazanje, s prašilom, nič drugega. Dobro, gospod Janko, mislim, da sva izčrpala vsa vprašanja, da ste odgovorili na vse, kar je poslušalce. Ali so učinki tudi pri obrabi hrustanca v sklepih? Glejte, videl sem vprašanje. No, jaz tega ne vidim. Vidim zdaj v četu. V bistvu olje črnega sezama bi bilo zelo dobro za to. V kombinaciji normalno s konopljo je vrhunsko, ampak kot sem že rekel, tle širši spekter je treba jemati, se pravi holističen pristop. Skratka, zelo celostno gledati na zdravje in ne samo posledic zdravja, ampak tudi vzroke odkrivati, ne? Definitivno. Kot verjetno vidite, imamo že na ekranu še zadnje vprašanje. Gospod Janko, vi ne boste mogli odgovoriti, ampak mislim, da imate te informacije vsi. Vas pa prosim, ostale, če lahko poveste svoje mnenje, ali vam je webinar koristil, oziroma če ste dobili vse informacije o uporabi konoplje, ki so vas zanimale. Verjamem, da je področje zelo široko in da bi se lahko o tem še precej časa pogovarjali, kaj ne, gospod Pirc? Definitivno. Lejte, definitivno tle 1 ura, zato sem tudi rekel, da pol ure je tisto na hitro dati neke informacije. Vprašanja so tista pol, ki prihajajo iz različnih strani, od različnih ljudi, ki imajo različne težave, in zato imamo mi individualen pristop in ljudje, ko pridejo, včasih tudi po 5, 6, 7 ur sedimo in klepetamo. No, in ta pristop je ponovadi tisti najbolj pravi, ne? Takrat se res najde prave rešitve. Glejte, mene žalosti to, ker v bistvu ljudje, ko so pri zdravniku ali pa v bolnici, pridejo tle do nas in iščejo neko drugo mnenje. Jaz vsakem povem, da mi nismo zdravniki tle, mi lahko samo podajamo tiste informacije, ki jih poznamo. Smo pa definitivno pripravljeni na pogovor, sedemo s človekom in tudi kakšno rečemo v šali, tako da pogovor je tisti, ki ogromno zadev reši. Velikokrat, ne? Že s tem reši. Definitivno. Prosim, gospod Janko, dajte še enkrat počasi povedati vaš naslov, te izgnance, ne, ali kaj so že, pa vašo telefonsko številko, da si ljudje lahko zapišejo. Naj povem, da boste vsi, ki ste se prijavili na ta webinar, dobili tudi posnetek, tako da boste lahko kontaktirali gospoda, ne, ko boste potrebovali. Hvala za vaša mnenja. Gospod Pirc, povejte, prosim, še vaš naslov in telefonsko še enkrat. Konoplja Svobaja d.o.o., Trg Izgnancev 3, Brežice. Telefonska je pa 030 340 268. Tako.
ste si zapisali. Hvala vsem udeležencem, hvala vam, gospod Pirt, za res te izčrpne informacije, zelo zanimive so bile in upam, da se kmalu še kdaj vidimo. Hvala vam za povabilo. Srečno.